Matița
Hoj, čebelari, roj bo šel. Zum, 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 zum. Dober dan in prav lepo pozdravljeni na rednem občnem zboru Čebelarskega društva Lukovica in obeleženju ob 100-letnici društvenega delovanja. Z velikim veseljem na današnji prireditvi pozdravljam županjo občine Lukovica, magistrico Olgo Brankar, predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča, vse povabljene goste in predstavnike sosednjih čebelarskih društev. Prijazen pozdrav pa seveda tudi vsem vam, članicam in članom Čebelarskega društva Lukovica. Posebej pa bi želela pozdraviti člane Janeza Pozniča, Adolfa Kosa, Franca Peterko, Antona Razpotnika, Staneta Klopčiča in Venčeslava Karnarja, torej člane društva, ki štejejo nad 80 let. Vsi prav lepo dobrodošli na današnjem dogodku. Šumenje čebel čebelarju veliko pomeni. Živež in navidezna zmedenost čebel čebelarju vedno nariše nasmeh na obraz. Ob sedenju pred čebelnjakom, ob opazovanju čebel, čebelarjev čas teče drugače. Naj tudi danes v tem posebnem večeru, v naslednji uri, ko bomo skupaj, čas poteka prijetno, kot ga čuti čebelar ob opazovanju marljivih delavk. S pesmijo in čebelami je zelo povezan čebelarski pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije. V uvodu smo jim že prisluhnili. Ponovno pa jih vabim, da vam zapojejo naslednji pesmi, in sicer ljudsko Barčico, priredba France Marold in narodno Slovensko dekle. Fantje so po vasi šli, ljubce niso več našli. Le od kraja jad, nazaj ne pridemo več. Barčica je zbravala, ljubca pa zajokala. Za morjem kraj gori, ena zvezda svetiše. To ni zvezda, to je moja ljubica. To ni zvezda,
Venček na glavi se bliska iz kitice, rožic zeleni, slovinsko dekle, rožic zeleni, slovinsko dekle. Livija vrtnica, mila tišmarnica, ličice krasi, slovinsko dekle, ličice krasi, slovinsko dekle. Dokler človeški rod biva po zemlji hod, bude slovilo slovinsko dekle, bude slovilo slovinsko dekle. Ko štejemo, začnemo pri 1. Štejemo naprej. In kar nekaj časa štejemo, da pridemo do števila 100. Ko pridemo do števila 100, zagotovo naredimo predah. In na to zopet štejemo dalje. In danes tukaj, spoštovane in spoštovani, smo pri tem predahu. To je čas, ko je prav, da se spomnimo vseh znanih, kakor tudi pozabljenih ali neznanih dogodkov. Veliko je bilo vsega. Hvala vam, da ste se trudili, da ste danes lahko pohvalite s tako čudovito in pestro zgodovino. Jutri boste začeli šteti naprej. Sedaj pa na oder ponovno vabim predsednika Čebelarskega društva Lukovica, Mitjona Krsta, da na kratko oriše 100-letno društveno delovanje. Spoštovane, spoštovani, en lep pozdrav še enkrat. Podal vam bom v bistvu res skušal strniti teh naših 100 let. Prvih 100 let. Čebelarjenje v Črnem grabnu ima dolgotrajno in bogato zgodovino. Prve čebelnjake je možno opaziti že v prvih izmerah iz leta 1787. Prvo organizirano povezovanje pa sega v leto 1919, torej gre za začetek delovanja sedanjega Čebelarskega društva Lukovica. Ustanovni občni zbor je bil v nedeljo 9. marca 1919 pri Šlaparju v Lukovici. V uvodu je bilo krajše predavanje, nato je sledila ustanovitev čebelarske podružnice za brdski sodni okraj. Podružnica je štela 132 članov, od tega 31 članov iz sedanjega področja občine Lukovica. Prvi predsednik je postal Janko Rahne, ki je bil notar na Brdu, do leta 1914 tudi župan Lukovice. Naslednja prelomnica je sledila leta 1945, ko je bila ustanovljena čebelarska družina Lukovica. Predsednik je postal Franc Kranj Serša, pobudnik pa je bil Viktor Sotenšek, tedanji veliki čebelar, učitelj in ravnatelj šole na Brdu. Prva poglavitna naloga družine je bila obnova čebelarstva po vojni. Zagotovo so to bili časi, ko so bili čebelari, kakor tudi vodstva društev na zelo veliki preizkušnji. Članstvo je zaradi težkih pogojev življenja in slabih letih padalo. Pa vendar, tudi v najtežjih letih je iz ohranjenih zapiskov, sestankov in občnih zborov zaznati optimizem ter naravnanost k napredku te panoge. Čebelari so se borili za pašna področja, predvsem z namenom zagotavljanja zdravstvenega varstva čebel. Predlagali so predpise, na primer, prepoved prešanja sadnega drevja v lepem vremenu, oziroma da bi se le to
opravljala v deževnem vremenu ali v zaprtem prostoru. Skratka, ni jim bilo vseeno za čebele, ki umirajo pod kamnitimi kamni. Opozarjali so na izrojenost ajde in tako predlagali nabavo semena ajde iz tujine, iz področja, kjer ta še dobro uspeva. Zavzemali so se, da bi ob magistralni cesti bili nasadi medovitih rastlin. Redno so potekali popisi čebel. Vodstva društev so pozivali člane, naj koristijo plemnilno postajo v Kamniku za izboljšanje selekcije matic in še bi lahko naštevali. Konec leta 1995 je bilo ponovno prelomno. Na občnem zboru 9. decembra 1995 je bila podana razrešnica čebelarski družini Lukavica. Z glasovanjem so sprejeli sklep, da se ustanovi novo in samostojno čebelarsko društvo Lukavica. Prvi predsednik društva je postal Albin Zajc. Leto po ustanovitvi društva je sledila lepa in vsebinsko bogata prireditev v Rokonaškem Gozdičku nad Lukavico, kjer so razvili društveni prapor. Prapor je blagoslovil domači župnik Andrej Svete. Prva botra sta postala Frančiška Jemec in Anastazij Živko Burja, že pokojni. Praporščak je postal Marko Kotnik. Sledila so izredno aktivna in produktivna leta. Dosegal se je odlok o obveznem popisu vseh čebelarstv in čebeljih družin. Ponovno je zaživel čebelarski krožek. Posebej pa moramo poudariti udejstvovanje članov pri izgradnji čebelarskega centra na Brdu. Posebno mesto pri tej temi si zasluži nekdanji predsednik čebelarske družine Lukavica, Franc Urbanija. Franc Urbanija je namreč predlagal izvršnemu odboru zveze lokacijo, na kateri je zgrajen današnji čebelarski center. Udejstvovanja našega področja pri izgradnji centra so vidna iz večjih zapiskov. Naprimer, v letu 1971 sta Čeda Domžale in družina Lukavica prispevala najvišji znesek k gradnji. Leta 1972 je potekala otvoritev ceste v Lukavici in graditev temeljnega kamna za čebelarsko šolo na Brdu. Sledile so prireditve, odvijali so se čebelarski tabori in po večini je celoten dobiček bil namenjen izgradnji centra. Eden najpomembnejših sestankov v organizaciji ČD Lukavica je bil konec leta 1996. Sklican je bil na temo dograditve čebelarskega centra na Brdu. Bila je zelo velika udeležba. Predsednik zveze Lojze Peterle, minister za kmetijstvo Ciril Smrkolj, župan Lukavice Anastazij Živko Burja, predstavniki 6 čebelarskih društev in novinarki iz Radia Slovenija in Kmečkega glasa. To je bil konstruktiven sestanek z jasnimi in pozitivnimi zaključki. Ker pa kasneje napredka pri gradnji ni bilo zaznati, se je v okviru ČD Lukavica formirala 3-članska komisija Albin Zajc, Matej Blejec in Henriko Mahna z namenom vzpostavitev kontakta z ministrstvom za kmetijstvo. Kmetijski minister je bil Ciril Smrkolj, občan Lukavice. Po pozitivnem sklepu ministrstva so se začeli intenzivni projekti gradnje. Vodja gradbenega odbora je takrat postal Vlado Pušnik iz Maribora, v gradbenem odboru pa so bili še 3 naši člani, Anton Cirer, Albin Zajc in takrat član Matej Blejec. Prvo delovno akcijo čiščenja stavbe in njene okolice so izvedli naši člani in člani ČD Mengša. Kasneje so člani bili aktivni pri večjih in odmevnih projektih. Izdelava stopnic, robnikov, izkop in betoniranje betonskih plošč pod čebelnjakom, vzpostavitev čebelnjaka, ureditev notranjosti in zunanjosti čebelnjaka. Velika angažiranost članov je bila tudi pri izgradnji Ambroževe kapelice. Končno pa je potrebno poudariti, da je bil čebeljak kot prispevek našega društva predan Čebelarskemu centru Slovenije. V društvu smo ponosni prav na vsakega člana. Pa vendar je kar 5 članov društva že prejelo najvišje odlikovanje za čebelarske zasluge. Odlikovanje Antona Janše prve stopnje so prejeli Franco Mahna, že pokojni, Franc Peterka, Anton Cirer, Albin Zajc in Henriko Mahna. Imamo tudi 2 člana, ki sta prejela častno diplomo Antona Žnidaršiča za čebelarske inovacije. To sta Franc Peterka in Henriko Mahna. Ponosni smo, da je leta 2015 naš član Anton Cirer
prejel visoko priznanje občine Lukovica in sicer plaketo občine Lukovica za izjemen prispevek k razvoju čebelarstva. Aktivnost članov in posledično aktivnost društva je vidna skozi vsa leta. Dogodki se vrstijo in se skozi leta dopolnjujejo. Naj omenim nekatere najbolj stalne in uspešno zaključene. Vsakoletna strokovna ekskurzija, organizacijo si delimo s Črnim Mengšom. Tradicionalne so tudi vsakoletne delovne akcije urejanja okolice Čebelarskega centra Slovenije. Vsekakor krepimo in spodbujamo društveno sodelovanje. Zadovoljni smo, da so nekateri člani vključeni v kolektivno in blagovno znamko Zakladi Črni gramen. Prekaz rezin sadnega dreva v Sadovnjaku pod vodstvom člana Romana Malca. Izredno aktivni smo bili pri izpeljavi Svetovnega čebelarskega kongresa v Sloveniji, pri Apimundi. Pomemben prispevek članov pri čebelarski učni poti v okolici Čebelarskega centra. V letu 2018 smo soorganizirali odmevno prireditev Slovenski čebelarski praznik in v letu 2010 v sklopu prireditve Apimedika Apiquality Slovenski večer. Naj poudarim, da je v tem obdobju bil predsednik društva gospod Ljubomir Samotorčan. Sveta Maša ob kapelici, ob Ambroževi kapelici je prav tako stalnica v aprilu. Dnevi odprtih vrat in druženje z najmlajšimi. Vsakoletno sodelovanje pri medenem zajtrku oziroma dnevu slovenske hrane. Društveni čebeljak smo dogradili v apiterapevtski čebeljak, ki je namenjen vsem, ki jih to zanima. V našem čebeljaku pa je naseljena tudi čebelja družina, ki je simbolno v lasti predsednika države Boruta Pahorja. Aktivni smo tudi pri nekaterih občinskih projektih. Ponosni smo, da je bil kar nekaj let naš član gospod Pavel Dešar, ki slovi kot izjemen čebelarski strokovnjak. Še sedaj se z veseljem vrača med nas in z nami deli bogato znanje in izkušnje. Resnično imamo člane, ki si želijo delati dobro in v prid slovenskega čebelarstva. Mesečni debatni večeri in tedensko druženje ob jutranji kavi so naša stalnica in tako bo tudi v bodoče. Naj se vam še enkrat zahvalim. Veliko je bilo postorjenega in lahko smo ponosni. Pomislimo, koliko lepih trenutkov smo preživeli v okviru društva. Poglejmo okrog nas in videli bomo vse te naše prijatelje, čebelarske prijatelje. Smo ljudje, ki nas združujejo te majhne in marljive delavke. Želim vam še veliko lepih trenutkov s čebelami, z društvenimi kolegi in nadaljnjega veselja pri upravljanju društvenih dejavnosti. Danes praznujemo, čestitam in naj medi. Hvala predsedniku in še enkrat iskrene čestitke vam, članicam in članom društva. Upravičeno ste danes lahko ponosni na vašo skupno preteklost. Danes je vaš dan. Imejte se lepo in poveselite se. Flavta je glasbilo, ki spremlja našo naslednjo nastopajočo Lariso Capuder. Larisa je za današnji večer pripravila 2 skladbi, pa jim prisluhnimo.
Hvala Larisi. Uspešno društvo mora biti vpeto v lokalno skupnost. Občina s svojimi projekti in dostopnostjo ponuja ugodne pogoje za razvoj te kmetijske panoge, tudi gospodarske panoge. Vsekakor pa omogoča razvoj delovanja društva. Velika zahvala gre vsem dosedanjim županom, s katerimi ste imeli vedno zelo pristna sodelovanja. Dovolite mi, da z velikim veseljem na oder povabim županjo občine Lukovica, magistrico Olgo Vrankar, da nam nameni nekaj besed. Spoštovani vsi navzoči, naj vam najprej vse lepo pozdravim in seveda vesela sem, da imamo v naši občini tako aktivno društvo, ki praznuje častitlijo 100. obletnico organiziranega delovanja, organiziranega čebelarjenja. To je seveda posebno leto za vse čebelarke in čebelarje na našem območju. Kot ste že slišali iz govora mojega predhodnika, so bili lukovški čebelarji že v 50. letih prejšnjega stoletja zelo aktivni in so imeli že zamisel o gradnji čebelarskega centra. To zamisel so pač začeli z prostovoljnim zbiranjem denarja za zemljišče in na to po dolgoletnih prizadevanjih in trudu so prišli tudi s prostovoljnim delom do začetka gradnje tega centra na Brdu pri Lukovici. Menim, da je to velika pridobitev za občino Lukovica, saj to pomeni promocijo občine Lukovica. V tem centru se odvijajo tako kongresi, proslave in različna izobraževanja in to privablja veliko ljudi, kar je seveda res pomembno za našo občino. Moram reči, da se zahvaljujem na tem mestu lukovškim čebelarjem, da so vztrajali pri svoji ideji in da je ta pridobitev bila, ta center pač bil zgrajen v Lukovici na Brdu. Te čebelarji so pomembni in zavedam se dela teh čebelarjev, saj je ohranitev čebelje vrste pomembna za ohranitev naravnega ravnovesja in to ste čebelarji dokazali s svojim delom v tem stoletnem delovanju in naj vam v koncu zaželim iskrene čestitke ob tem čestitljivem jubileju in vam zaželim še veliko uspešnih let vnaprej. Hvala. Hvala županji. V Sloveniji deluje 208 čebelarskih društev, ki so povezana v ustanovsko organizacijo Čebelarske zveze Slovenije. Seveda nam je poznano, da je sedež te največje čebelarske organizacije prav v naši občini. Iz vse Slovenije, pravzaprav iz vsega sveta, se veliko čebelarjev, znanstvenikov, politikov, turistov, obiskovalcev prav zaradi tega centra ustavi in obišče našo občino. Kot bi bil v našem kraju nekakšen čebelarski feromon. Čebelarsko zvezo Slovenije z veliko uspešnimi projekti vodi predsednik gospod Boštjan Noč, ki ga vljudno vabim, da spregovori ob 100. obletnici. Spoštovane čebelarke, spoštovani čebelarji, spoštovani predsednik gospod Mitja, spoštovana županja, spoštovani ostali gostje. V svojem imenu in imenu Čebelarske zveze vas prav lepo pozdravljam. Že na začetku čestitke članom Čebelarskega društva Lukovica za 100 let delovanja. Kot sem že predsedniku dopisal, jaz bi danes ta čas poteka moj občni zbor mojega društva. Pa sem se opravičil, ker se mi zdi, da je moja moralna dolžnost, da sem na občnem zboru Čebelarskega društva Lukovica, ker sem ta trenutek predsednik Čebelarske zveze in je prav, da prisostvujem tem občnem zboru. In še druga stvar, sem direktno iz postelje, ker imam že 2 dni 39 vročine, pa sem se vseeno vzel čas, zato ker spoštujem delo Čebelarskega društva Lukovica in predvsem zato, ker bi rad ob tej 100-letnici rekel,
vsem generacijam čebelarskega društva Lukovca hvala, kajti da imamo najlepši čebelarski center na svetu, mislim, da je največja zasluga in zahvala čebelarskemu društvu Lukovca in tako lepega centra, tako lepe zgodbe, brez vaših članov, vsega tega, kar je bilo izgovore gospoda predsednika povedan, sigurno ne bi bilo, tako da čebelarsko društvo Lukovca je, brez da bi bili po mojem na tem trenutku všečni, najbolj zaslužno, da čebelarski center Lukovic Slovenije stoji tukaj in da je na koncu tudi bil zgrajen in da služi v svojemu namenu. Tako da lahko ste ponosni člani čebelarskega društva Lukovca, da ste člani tako dobro organiziranega društva. Seveda tudi ostali okoliška društva, ampak danes ima rdeče nit čebelarsko društvo Lukovica. Poglejte, jaz verjamem in prepričan sem, da bomo skupaj uspešno delovali projekte, ki jih izvajate, kjerkoli lahko sodelujemo. Jaz sem vesel, da vse te akcije, ki jih izvajate, od zajtrka do svete maše, do piknikov, izletov, konec koncev, vsako leto poskrbite, da je okolica čebelarskega centra urejena, da je čebelnjak na voljo, da si lahko gledajo opazovalni panj. Mnogo stvari, ki bi jih lahko naštel, ampak besede včasih ne povedo vsega, največkrat je dovolj beseda hvala. Zato bi jaz ob 100-letnici, ker ima čebelarsko društvo Lukovca itak vsa priznanja, kar jih lahko ima, sem se odločil, da kljub temu ob tej priliki izročim predsedniku eno priznanje ob 100-letnici za 100 let uspešnega delovanja čebelarskega društva Lukovca, tako da predsednik, še enkrat v imenu vseh slovenskih čebelarjev, čestitke tebi in pa seveda vsem tvojim predhodnikom, kajti 100 let zdržati v neki skupnosti, prostovoljni skupnosti, je kar en napor, tako da čestitke in hvala za povabilo. In najmeni. Tudi sam bi se v imenu vseh članic in pa članov zahvalil predsednika za te lepe spodbudne besede in pa za izdano priznanje. Hvala in verjamem, da bomo tudi v bodoče še tako dobro sodelovali in pa skupaj delali. Sofija Capuder je učenka 4. razreda osnovne šole. Danes pa je z nami tu, da ji prisluhnimo, ko zaigra 2 skladbi.
Hvala tudi Sofiji. Učimo se pri čebelah. Pogum jača, pridnost bogati, enotnost nas napravi močne. Čebela so pregovorno znane po delovnosti. Organiziranost čebelje družine je enotna z namenom preživetja in razmnoževanja čebeljih družin. Svojim obstojem pripomorejo veliko več kot le to, da čebelar pridobi nekaj kilogramov medu. Z obletavanjem cvetov prenašajo cvetni prah in tako ne, da bi se tega zavedale, poskrbijo za bogatejše pridelke. Podobno sliko lahko vidimo v čebelarskem društvu. Članice in člani skupno tvorite družino, se trudite po najboljših močeh. Dobro se zavedate, da doprinos vaših aktivnosti dela vaše društvo živo in z velikimi zadanimi cilji zrete v prihodnost. Vaše delo je v preteklosti že poželo nagrade. Čestitke vsem članicam in članom, ki ste davno že prejeli priznanja za čebelarske zasluge. Posebno čebelarjem, ki ste prejeli visoko čebelarsko odlikovanje. To je odlikovanje Antona Janše prve stopnje. In sicer ste med njimi Franc Peterka, Franc Omahna, ki je žal že pokojni, Anton Cirer, Albin Zajc in Henrik Omahna. Mislim, da se zaslužijo aplavz. Hvala za vaše aktivnosti tudi po prejetju odlikovanj. Sedaj pa ste na vrsti vsi tisti, ki ste si zaslužili odlikovanja Antone Janša druge in tretje stopnje. Slavnostno vam jih bodo podelili županja občine Lukovica gospa Olga Vrankar, predsednik Čebelarske zveze Slovenije gospod Boštjan Noč in predsednik Čebelarskega društva Lukovica Mitjana Krst. Prosim. Najprej bomo podelili odlikovanja Antona Janše tretje stopnje, ki jih prejmejo. Dejan Džanan. Boža Emeršič. Franc Grill. Matevž Kotnik. Janez Krušnik. Slavka Krušnik. Katjana Krst. Štefan Pavlič. Franc Peterka. Marjan Pohlin. Jure Sambol. Roman Zajc. Stane Žibert.
Bojan Žibert. Tako, sedaj pa nadaljujemo s podeljevanjem priznanj Antona Janše druge stopnje, ki jih prejmejo Janez Burkalca, Alojz Cerar, Jožefa Cirel, Barbara Dimc, Bojan Emeršič, Frančiška Jemec, Stane Jemec, Janez Juvan, Venčeslav Karner, Stanislav Klopčič, Franci Koncilja, Adolf Kos, Jože Kos, Matej Kotnik, Marjan Križman mlajši, pripravi naj se Marjan Križman starejši, Marijana Krst, Mitjana Krst, Marjana Omahna, Bojan Petrka, Ivan Prašnikar, Stane Pšajt,
Franc Pustotnik, Marica Repe, Milan Šinkovec, Milan Štupar, Branko Udovič, Sonja Urbanija, in Srečko Zalaznik. Iskrene čestitke še enkrat za vsa odlikovanja in hvala za vaš trud, pa še en velik aplavz. V delovanje društev pa seveda niso vključeni le člani društva. Odlično sodelujete z občino Lukovica, Čebelarsko zvezo Slovenije, sosednjimi čebelarskimi društvi, lokalno skupnostjo, podporniki in prijatelji. Skratka, društvo si je in si med delovanjem utira jasno in prepoznavno identiteto. Nadaljujemo s podeljevanjem zahval. Na oder vabim predsednika Čebelarskega društva Lukovica Mitjona Krsta in Antona Cirarja, da podelite zahvale v imenu društva. Zahvale prejmejo Čebelarsko društvo Dolsko, Čebelarsko društvo Domžale, Čebelarsko društvo Kamnik, Čebelarsko društvo Krtina Dob, Čebelarsko društvo Mengeš, Čebelarsko društvo Moravče, Čebelarsko društvo Zagorje, županja občine Lukovica magistrica Olga Brankar, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, botra Frančiška Jemec, župnik Pavel Okoliš, ravnateljica osnovne šole Janka Kersnika Brdo, doktorica Anja Podlesnik-Fetih, pomočnica ravnateljice Cveta Rošer, sodelavka na občini Lukovica Katka Bohinc,
upokojencev Lukovica, Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica, Turistično olepševalno društvo Lukovica, Pavel Zdešar, predstavnik upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije Andrej Jus, Matej Kotnik, predstavnik upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije Andrej Štebljaj, Krajevna skupnost Lukovica, Drago Jerman, Janez Tehovnik, Peregrin Stegnar, in Blaž Otrin. Tole ni čist v protokolu. Se prevečujem, ampak pač tako se zgodi, oziroma se mora tako zgoditi včasih. Zahvala. Praznovanje 100-letnice društvene dejavnosti je dogodek, ki je ponos članov društva in tudi vseh krajanov. Da pa ne bosta delov in zahvala našim predhodnikom prikazana, čim bolj verodostojno, pa je potrebno vložiti kar precej truda. Društva, katera danes nadaljujejo delo leta 1919 v Lukovici ustanovljene čebelarske podružnice za Brdski sodni okraj, so sklenila, da ob visoki obletnici izdajo zbornik, ki bo zajemal delo podružnice, kot tudi društev naslednjih vse do današnjih dni. V ta namen je bil iz vseh društev naslednjih čebelarske podružnice ustanovljen organizacijski odbor, ki je vodil vse aktivnosti za pripravo obletnice, vključno z izdajo zbornika. Naše društvo je v odboru zastopal predsednik gospod Mitja Krst in bil po našem videnju zelo zadeven in ustvarjalen. Posebno pa se je angažiral pri nastajanju zbornika v delu, ki je namenjen orisu delovanja Čebelarskega društva Lukovica, kot tudi pri pripravi današnjega slavnostnega občnega zbora. Predsednik Mitja, upravni odbor
se ti za vse dosedanje veliko delo močno zahvaljuje. Priznamo, da smo ti včasih znali zagreniti misli, vendar vedno v veri čim boljšega in verodostojnega delovanja. Velika zahvala za neizmerljiva prizadevanja gre tudi našemu podpredsedniku, gospodu Antonu Cerarju in tajnici gospe Katji Lakrst. Prosim vse člane in članice društva, kot tudi povabljene goste, da se vsem trem zahvalimo z velikim aplavzom. Ajda cveti, pojdi še ti tja, med ozare, na bele poljane. Boš slišal, kako čebele pojo, in tako kot meni, ti bo v srcu lepo. Spoštovane in spoštovani, čebelarji, čebelarke, danes je resnično vaš dan. Upam, da uživate in se počutite cenjene. Hvala, da kraju prispevate tisto, česar se morda še sami ne zavedate. Cenjeni gostje, sedaj besedo predajam vam. Spregovorite, zahvalite se, podajte predlog. Vsekakor pa vemo, da boste še naprej delovali odprto, sodelovali in skrbeli za naravo naše okolice. Čebelice so vam vzor in tako naj bo tudi v bodoče. Prosim. Upokojencev Lukovica vas vse prav prisrčno pozdravljam. Hvala za povabilo, hvala za vašo prijazno sodelovanje z nami. Zahvaljujem se vam, ko ste nas ob našem srečanju našega društva upokojencev z okoliškimi društvi tako prijetno popeljali po vaši čebelarski poti, nam razkazali čebelnjak z apiterapijo, pa tudi naši upokojenci, stari nad 80 let, pa bolani, so vsi obdarovani z vašim medom, ki je zelo dober in to je med vašega čebelarja, za kar smo vsi se vam zahvaljujemo. Iskreno vam čestitam za ta vaš čudovit jubilej in vam želim še veliko uspeha, veliko zdravja vam in pa vašim čebelicam. Naj medi. Pozdravljeni, sem Janko Kokar, prihajam iz čebelarskega društva Krtina Dob in imam prijetno dolžnost, da v svojem in v imenu predsednika gospoda Kodermana lepo pozdravim člane in članice čebelarskega društva Lukovica in vse ostale prisotne na prvi slovesnosti ob 100-letnici organiziranega čebelarskega delovanja na širšem območju današnjih občin Domžale, Dol pri Ljubljani, Lukovice in Moravč. Da ne bom ponavljal že povedanega, sem mnenja, da so takratni napredni čebelarji in izvajalci praktičnega čebelarjenja na terenu podali pravo osnovo za tiste predvojne čase, pa tudi za današnje dni. Zato, spoštovani čebelarji in ljubitelji čebel, poskušajmo soustvarjati prave pogoje za čebele, za živo, cvetočo in zeleno naravo, vodo, zrak v našem okraju, kakor tudi na planetu. Pristnega in uspešnega sodelovanja vnaprej si želimo in prijetnega slavja ob današnjem praznovanju. Za živalce in ljudi naj medi.
izdal eno zgodovinsko knjigo, tako kroniko, ki je bo naš zbornik karov. Ja, prav lep pozdrav tudi iz Mengša. Danes je bilo že povedanega zelo veliko tega, zato jaz ne bom nič govoril o tem stvari. Naše društvo, kot tudi z Lukovico, se dobro razumemo, sodelujemo in naj tako ostane še naprej. In naj medi. Čebelarskega društva, Vojsko, vam čestitam za 100 let, ki imate isto kot mi. In se mi zelo dopade, da po 100 letih smo se spet skupaj dobili, mislim, da vsa ta društva, ki so takrat naši predniki začeli. In mislim, da bi bili ponosni na nas, ne? Naj mi zdi. Vse lepo pozdravljam. V imenu Čebelarskega društva Moravče vam čestitam ob 100-letnici, ki jo bomo praznovali. In se zahvaljujem za sodelovanje s vašim društvom in jaz upam, da bomo še naprej tako sodelovali. Spoštovani predsednik, spoštovani člani Čebelarskega društva Lukovica, čestitam za ta jubilej, katerega en majhen del smo tudi mi izdržali. Rekel bi tako, nimam nobenega darila, edino darilo, ki ga lahko dam, je to, da bomo imeli delo tudi v bodoče, tega ne bo zmanjkalo. In če nas kaj veseli, je to, da društva v tej okolici dobro sodelujemo in da smo seveda mogoče pa le podedovali malo modrosti naših prednikov. Upam, da bo tako tudi v bodoče. Čestitam, Mitja. Prav lep dober večer, še poseben pozdrav župani, našemu predsedniku in pa seveda vsem drugim častnim gostom in tistim, ki ste danes tukaj, da prispevate in bogatite to proslavo po 100-letnici. Ja, malo gravitiramo tudi na Gorenjsko, zato ni darila, ampak brez skrbi. Šparamo za tisto skupno proslavo, ki zna biti pa ravno tako slovesna in tudi tam bodo darila in tudi tam bomo podeljevali. Bi pa izkoristil to priložnost, da povabim vse, da se udeležite že tistega, kar je Mitja prej omenil, tradicionalnega srečanja, shoda v narekovajih na Črnivcu. Tam je priložnost, da nekje obogatimo pripadnost našemu stanu, da se zavedamo tudi svojih korenin, predvsem pa tega, da smo Slovenci. Vabim pa tudi, če kdo želi, prihodnjo nedeljo, 10. februarja, da gremo skupaj na sejem v Bjelovar. Pa če bo kdo imel željo, pa me pokliče. Mitja, še enkrat za prehodno počest. Torej, spoštovani lukovški čebelari, meni je veliko čast in zadovoljstvo, da sem lahko tukaj. V vaši družbi sem nekoliko več v zadnjih letih, ko sem kot član upravnega odbora nekako tudi za vaše društvo. In moram reči, da mi je bilo danes prav prijetno. Danes so se nekako prepletale 3 dimenzije. Bila je preteklost. Spomnili ste se svojih prednikov, ki so pred 100 leti naredili velik korak. Imate veliko čebelarjev, na katere ste lahko upravičeno ponosni. Ni veliko društev v Sloveniji, ki ima tako zgodovino, zato se s tem lahko ponašate. Potem je sedanjost. Društvo krasno deluje. Imate veliko članov.
dobrega predsednika, dobre odbornike, člane, ki dejansko pridajo, ki aktivno sodelujejo. Ohranili ste društvo 100 let. To ni majhna stvar. In ni samo po sebi umevno. Prihajam z Viča, z Ljubljane, kjer je bila prav tako pred 100 leti ustanovljena podružnica. Žal letos ne bo praznovanja, ker se nekako te vezi razrahljale in so se porazgubile. In tudi zato ste vi lahko ponosni na svoje delo danes. Da pa ne bo ostalo vse pri praznovanju, pa imate tudi za naprej veliko in pomembno nalogo. Držite dobro čebelarstvo na Lukovici, razvijajte dobro slovensko čebelarstvo in naj vam medi še nadaljnjih 100 let. Hvala lepa, res iskrena hvala vsem, ki ste nam podali te lepe, spodbudne besede. Mi kot vodstvo in pa tudi kot člani verjamem, da bomo tudi v bodoče skupaj držali, delali dobro, se povezovali. Sodelovanja s sosednjimi društvi so res pomembna, tako kot je Peter rekel, danes smo skupaj spet iz večjih društev in prav, da se tega zavedamo, da si to danes večkrat pomembno, da se veselimo in da imamo en tak lep večer, kot se res za današnji praznik, za 100 let tega delovanja, tega društva tudi zasluži. Vam želim res še lep večer in naj medi. Pesem, kultura, čebele, čebelnjaki, panjske končnice. Vse to je tako zelo naše, slovensko, se vam ne zdi? Ponosni ste lahko na vaše predhodnike, na vso društveno zgodovino, na dogodke, ki jih skupaj ustvarjate ali so ustvarjate. Hvala še enkrat vsem, da opravljate to poslanstvo, poslanstvo čebelarja. En aplavz. Zahvala gre vsem današnjim nastopajočim, vsem gostom, vsem, ki ste si ta večer vzeli čas. Predno pa se poslovimo, naj omenim še slednje. Po končanem dogodku se boste vsi čebelarke in čebelarji pridružili na odru in se fotografirali, tako kot bi se ustanovni člani, če bi jim tehnologija to dopuščala. Prav tako ste vsi lepo vabljeni v gostilno pri Furman, čez cesto, da se podružite, poklepetate in poveselite ob obletnici 100-letnici. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Slakova pesem, Čebelar, je vsem dobro poznana. Vam čebelarjem pa je še posebno pri srcu. Vabim mladega harmonikarja Lenarta Gerčarja, da se mi pridruži na odru. Vse vas pa povabim, da skupaj, složno, tako kot deluje čebelja družina, zaključimo prireditev in skupaj zapojemo. Članice in člani, vsi gostje, danes ni navaden dan. Pred 100 leti so čebelarji začeli delovati kot društvo, nadaljujte začeto pot in naj medi!
En četrt nasmeha za koračkota, hvala. Čakajte, zdaj da ni bih enostavno, pa še bomo ponovili z stola. Čez par sekund. Dobro, lepo prosim za nasmeh. Pa se ne premika. Prvič. Še enkrat. Tretjič, bre. Imaš pivo noč. Dobro, ne, dajte se. No, vam lahko nekaj povem, kako je bilo, ker mož stal pred ogledalom. In prav žena, a ne, če bo pa centimeter daljšega, bi bil pa kralj. Žena pa, ja, možno. Ampak, če bo pa centimeter krajšega, bil pa kraljica. Bote pa slikati. Lepo prosim za nasmeh. Še enkrat. Najlepša hvala.
Res bi še enkrat vse prav ljudno povabil, no, da se oglaske pri Furmanu ne dovolj